Na kratko o zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ali skrajšano povedano zakonu o arhivih. Tudi pri tem zakonu je treba povedati naslednje. Če dalje bolj v javnosti opažam, tako kot pri pokojninskem zakonu za skrajševanje. To je pravzaprav kar nekaj neverjetnega za vlado, ki je leta 2008 v predvolilnem času bila vsa polna tistih znamenitih besed o sodelovanju, spoštovanju civilne družbe, o sodelovanju z nevladnimi organizacijami, sindikati in tako dalje in tako dalje. Mi lahko te dni slišimo tako ministrico za kulturo kot nekatere druge vladne funkcionarje, ki govorijo o tem, kako ta zakon o arhivih, ki tako ali tako, to je treba povedati, vzbuja nekoliko manj zanimanja naših državljanov pred referendumom, kar je na nek način tudi razumljivo, pa vendarle slišimo danes tiste znane stvari, da so, odnosno bodo ogroženi nacionalni interesi, da so, odnosno bodo ogroženi posamezniki, ki so sodelovali z nekdanje službe državne varnosti, odnosno da sploh je pa problem, pa je manjšina in njena varnost. Ampak, gledajte, gospod in gospodje, od leta 2006 ta zakon velja. Od leta 2006 je ta zakon omogočil vpogled v vse arhive službe državne varnosti ali UDBE, kot rečemo skrajšano, izpred leta 1990. To pomeni, govorimo o 4-5 letih. Kaj pa se je zgodilo v 4-5 letih? A je bila ogrožena nacionalna varnost? Ne. A je bil ogrožen tak posameznik? Ne. A se je kaj dogajalo z manjšino? Ne. Se pravi, argumenti, ki jih navaja koalicija, so argumenti za skrajševanje in čisto nič drugega. Zgodilo se pa kaj? Zgodilo se pač to preprosto, da se je pojavil nek publicist po imenu gospod Omerza, ki je želel imeti pač točno določen fascikl ali točno določeno škatlo, za katero se je nekdo ustrašil, da bi ta gospod Omerza kaj preveč zapisal v svoje knjigi. To je vse, kar se je zgodilo. In nič drugega se ni zgodilo. Torej, naj vas upozorim na naslednjo zadevo. Nezakonito stanje zaprtja arhivov traja od leta 2010, od avgusta. Mi imamo zakon, ki pravi, arhivi so odprti. Nekdo, ta nekdo je direktor Sove, je pa rekel ne. Gospodje, postavite se v vlogo, da ste upokojenec, ko smo govorili pravkar o pokojninski reformi. In po zakonu vam pripada in vseh izračunih 600 evrov penziona, ali pa manj ali več. Direktor Sviza pa reče ne, ne boste ga dobili. Mogoče boste rekli, da tu ni prave primerjave, vendar gre za nespoštovanje zakona. To je edino, kar je skupno tema dvema primeroma. Vlada pa potem, namesto da bi tisto osebo odstavila, reče, ne, zakon bomo spremenili, arhive bomo zaprli. In arhivi bi naj bili, po zakonu, o katerem bomo glasovali na referendumu, zaprti. Velikokrat boste slišali tudi naslednjo zadevo. Nihče v Evropi ne odpira arhivov tako hitro. 50 let, 60 let, 80 let vam bodo povedali. Ampak ne bodo dodali države. Če številke 40, 50, 60 tudi držijo, ampak držijo za Veliko Britanijo, ZDA, Francijo, Zahodno Nemčijo in tako dalje. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za države z dolgo demokratično tradicijo. Nikjer v vzhodni Evropi pa ne boste našli zaprtega arhiva bivše tajne policije. Nemci za vzhodno-nemško obveščevanje, torej za vzhodno-nemško službo, imajo predpisan postopek, kako posameznik pride do teh podatkov o samem sebi, kako so ga zalezovali, kontrolirali ali karkoli, vključno, povdarjam, vključno z osebo, ki ga je ovajala, pa tudi, če je to njegov sosed. Ima pravico do takega podatka. Seveda, ti arhivi so odprti, ne nasledati situaciji, češ 40, 50, 60 let so zaprti. Da so,
v zahodni Evropi, ne pa v vzhodnoevropskih državah. In tisto, kar je najbolj zanimiva zadeva pri zvezi s tem, bi vas pa res rad upozoril. Glejte, vlada, predsednik vlade, kulturna ministrica, direktor arhivov in vsi ostali protagonisti te zgodbe o zaprtju arhivov pravijo en stavek. Ne vemo, kaj je v teh arhivih. Nismo videli teh arhivov. Vemo pa, da bi razkritje arhivov pomenilo ogrožanje nacionalne varnosti, ogrožanje posameznikov, manjšine in tako dalje. Kako pa to vedo? Če dokumentov niso videli, potem tega ne morejo trditi. Ampak nasedajo eni osebi, ki se pač imenuje direktor Sove. Tudi zato je seveda potrebno ta zakon, da bi se uvrstili, bom rekel, tja, kamor sodimo, med demokratične države, da bi ravnali enako, kot so ravnali evropske države, bivše socialistične evropske države, tudi ta zakon zavrniti in ne nazadnje omogočiti dostop do teh arhivov vsem našim ljudem, pa tudi, če bo ven padel kak aktivni, politični mogotec sodobnega časa, ki je kraljeval ali deloval tudi v bivšem režimu. Ljudje imajo to pravico vedeti, v vseh predstavnikih oblasti. Hvala lepa.